Jaz se vas vse skupaj tako pozdravljam na šoli. Me veseli, da ste se odločali, da boste občinsko sejo potem izvedli v teh prostorih šole, kar je kar velika čast in zdi za šolo. Zato dobrodošli in da bi se lahko počutili na šoli. Dobrodošlica bodo izrekli tudi naši najmlajši, zato vas vabim, da vsi skupaj prisluhnimo. Šola spet vrata je odprla. Čez poletje vsak od nas je po svoje kolo vratil skozi veseli prosti čas. Marko šel je v planine, gorska jezera iskat. Minka šla je v Podrušpeli na deželo gostovat. Jurček je vse dni gobaril, Ribič Janis je ribaril, Leni Franček pa seveda, v postelji bil je do obeda. Vsem se dobro je godilo, le Petru je bilo hudo. Celo leto je denarju, se počitnice pokvaril. Prijateljice zišle na izved po planine. Gremo gor v ribe, kuhat morski zrak. Čušno často doračile, se stavile, da bi pomaricale. Takrat pa je Emo opazila, da je Marico pozabila doma. Vsak od njenih prijateljic je jedla, a samo Ema je sedela s svojo na Zakaj pa ti ne ješ, Ema? Ne vem, svojo Marico sem doma pozabila. To je pa hudo. No, do kočeke se boš lahko kaj kupila še daleč. No, in kje se pozabila sva Marico? Ne vem. Joj,
Najbolj v hladilniku. Moral bi se spraviti na boljšo zadnjiko. Sara pa ni nič govorila. Prenomila je svoj jabolko na pol in dala polovico prijateljici. Izvoli ima, za obe bo dovolj. Pri plenski koči se bo pa še bolj pokončal. Hvala, Sara. Pravi prijatelj je tisti, ki mi pomaga, kot je drugi testira cedilo. Pravi, ni dober. Malo zapoje na domačem dvorišču. Vrati sekajo, ne? Učim pa tale zadnja zadeva, mislim, da je za nas vse poučna. Saj jaz sem videl in tudi pri zadnjih dogodkih, ki so se nam dogajali po občini, sem sicer danes ugotavljal, oziroma sem malo popravljal, sem mislil še več, da nas je nekih 30% bilo močno ogroženih. Ostalih 70% pa jaz ne upam deliti med tiste, ki sprašujejo, pa tiste, ki delijo. Tako jo že najbrž se sami zamislili kdaj. Glejte, tale naš predlog, upam, da bo zgodil sadove in da je pametno, da se kot svetniki, da smo se odločili, da naredimo sejo v šoli. Zdaj tukaj. In predlagam tudi, da se bomo odločili, da bomo eno naredili dokumendi. Ne zato, da bi se kdo od nas svetnikov rad hvalil, ali pa da bi se vsi radi hvalili, kako skrbimo za šolo. Ampak zato, da bomo skupaj poskušali tudi v kratkem pogledu šole ogledati si, v kakšni kondiciji je ta šola, ta lokacija šole v Mostah, kaj smo v zadnjem času postorili, bom jaz povedal, pa tudi približno kakšna sredstva smo vložili, predvsem pa zato, da nam tudi, da sami že vidimo in da nam tudi povejo, kaj se pričakuje, da bi še na tem področju naredili. Jaz bom samo to ponovil, da trdim, no, da saj zase, da trdim tudi za ta svet, kar jih je za ta dva tretjega sklica in s tretjim sklicom, da je bil ves čas posluh za šolstvo na Komensko. In da sem prepričan, da bo tudi naprej ostal. Seveda, mi kot občani smo zadolženi, da obskrbimo materialno obskrbo šole v to obliko, da bodo imeli najmlajši in otroci pogoje, v katerih bo potem kolektiv lahko maksimalno razvil njihove sposobnosti. Jaz se zavedam in mislim, da se vsi zavedamo, da mi nimamo kaj posegati v vzgojno smer, oziroma vzgojno-učno, izobraževalno smer, da je to dolžnost kolektiva in ravnateljice. Naša dolžnost pa je, da, kot sem rekel, skrbimo take pogoje, da to lahko uredno naredijo, ker vsak pa za svojega otroka pričakuje to, po mojem mnenju, v tem času, in seveda vsak se tvojega otroka želi največ. Glejte, v to šolo, ki je, mislim, da je letnica 54, pa tudi smo namenili, smo dobili pravdo, pa pravico, pa delo noter založeno za okni, nekaj teh izvodov imam, ki bo mogoče kakšnega natisnili. Je bila zgrajena kar z velikim odrekanjem vseh občanov in tudi z veliko prostovoljnega dela. Seveda, takrat ni bilo žarjavov, ni bilo tovornjakov, pesek se je dovažal z lojternijo, z konjsko oprego, in kot se smo imeli takrat, so bili veliki zapisi, koliko ur je eden naredil, koliko ur je naredil. Ampak po mojem smo pa lahko ponosni, da konc koncev po celega pol stoletja šolo, ko se jo gledamo, da je revitalizirana in da nudi morda v nekaterih pogledih celo boljše pogoje najmlajšim kot pa zdajšnje šole. Ko jaz pridem v nove gradnje šol in ko je na vsakem razredu na vsakem koncu hodnika, ko so 3-4 razredi, vmes je pa 3,5 do 4 metre širok hodnik. In ko ti otroci pridejo ven, ko en po drugem hodijo, ko se ne slišijo, se potem le ugotavljamo, da so včasih vedeli, da otrok ima tudi odmor in ko pride med odmorom ven, če pride v takle prostor, da verjetno gre, da res nekaj užije.
Seveda ni bilo čisto, do zdaj čisto tako, ampak pogledajte, ko smo pristopili k temu, smo le v zadnjih letih smo tukaj namenili denarja od občanov, to se pravi občinskega denarja, v letu 2005, v evrih govoril, oziroma lahko tudi starih 9 milijonov, oziroma 9 milijonov starih, ja. In v tem času takrat smo začeli zamenjavo okn po razredih. Okna so bila taka, da je pihalo noter, da so se otroci tudi slabo počutili, svetloba je bila že tudi manjša. V letu 2005 smo dali zraven smo naredili še krovsko-krepalska dela v stavnem delu šole. Vsa streha je bila obnovljena in zdaj resnično mirno čakamo tudi take dežje, kot je bil tale zadnji. In skozi streho nam ni pretekla žal niti ena kapljica, ampak koga pa preverta nam je skozi klede pretekla noter. Pa tudi tam se bo dal kaj narediti, da bo tudi to zaščiteno. No, in pa smo v letu 2006 smo pa obnovili deške sanitarije. To se boste potem ugledali. To je bilo vredno, ker 48.000 evrov so mi tlele dekleta napisale. V letošnjem letu smo pa obnovili vsa okna dveh avl in pa kompletne avle. Kaj smo naredili? Tukaj, da vam večkrat narišem, tukaj je bila vsa elektrika zadnjih 50 let in vsa inovacija je bila na vseh koncih po stenah. Teraco je bil na tleh, sicer neuničljiv, ampak turobno, črn, okna so bila skoraj že taka, da se je močna. Bom rekel, kaj ste jih pa menjali, se so bila hrastova, ampak seveda pihalo je, odpirati se niso dala, čistih niso mogli in tudi zdaj smo naredili manj preč, tako da je več svetlobe. Te dve avli, ko smo si zamislili, to smo hoteli narediti take, da so sončne, da imajo otroci, ko pridejo, ko tukaj uporabljajo eno samo svetlobo. Zvečer boste tudi videli, da smo vso to elektriko tudi poskrili, smo potem dali Armstrong pustili in tudi za nove zadeve bo možno napeljati karkoli ali alarmne sisteme ali ozvočene sisteme, še če bo kaj potrebno narediti. In tudi svetloba je tudi najbolj temačnem dnevu, kot se to prižge, je zelo sončno. Tako da sem tega vesel. Zdaj, kaj je vse to potegnilo letošnje delo? Začelo se je zadnji dan šolskega pouka, nehalo se je praktično prvi dan novega pouka. Ker je bilo potrebno zidarska dela narediti, da smo sploh tele za okrožnice lahko naredili, bo treba cokle narediti, ker zdaj tukaj je tako narejeno, da je čiščenje lahko popolno. Tukaj so najmlajši otroci, zato smo tudi predlagali, da je šola uvedla, da so te vrata zaprte, ker v sistem teče zunaj strani slačenja, tako da imajo tle otroci popolno čistočo. Tako da se ne nosijo vse te nesnage čez celo šolo navzkriž. Potem je bilo treba dobiti obrtnika za ogrevanje, najprej ogrevanje dol vzeti in potem nove radiatorje dati. Nihali smo med starimi in novimi in smo videli, da bi bila obnova starih radiatorjev, pleskanje novih radiatorjev enako drago kot novi. Potem je bila pač elektrika, vse inštalacije najprej pač dolkokrat nove narediti. In še to ogrevanje, z ogrevanjem je gospod Tibernik bil organiziran, pritegnen Miran in oče. Zidarska dela nam je naredil naš novi občan, ki je gor na gora, zdaj je Lakič pod Kremčarjem. Majnici ima hišo, naš novi občan, Lakič Rasim. In tudi, ko smo z njimi sklepali, pa se domenili, ko so enkrat dali ponudbo, smo jim vprašali, če lepo ponudbi, vedno so pripravljeni kaj donirati z tega. In s Pibernikom to še nismo dogovorili,
sem prepričan, da bo tudi nekaj doniral, čeprav on ima 2700 evrov samo, pa večina je vsa v materialu, ne? Ampak Lakič je doniral 500 evrov, spustil ceno, ne? Elektriko je naredil Zadnik Franc, ki je bila 6000 evrov, tukaj tudi dogovora še ni dokončnega, sem pripričan, da bo popuščeno. Armstrong je naredil Branko Štraka, tega je gospod župan pozna, ker je tudi na občini delal, zelo prijeten fant, ni z našega dela, ampak je tudi 400 evrov doniral od 7000, večina material bil. Potem vetrolov, fasadna okna Alprem, ta je naredil najprej je bil planirano za 25 000, naredil je za 20 000. Tukaj še ni za donacijo, sem pa pripričan, da bomo kaj naredili. In notranja vrata, ko smo pa že bili na koncu, smo mislili pustiti stara notranja vrata, bila so razpadajoča, slabo so se zapirala in smo pol zelo težko uspeli pridobiti Urbanija Roka, ker so strašno zasedeni, je pa moram reči strokovno naredil jih in pa tudi za zadovoljstvo, tudi štoki so zdaj železni, ker oni so prignili. To je bilo vsega skupaj 4000 evrov, je pa 9 vrat, mislim, narejeno je bilo 9, ja. In pa pleskanje je naredil obrtnik Podlošen Dušan iz Suhadol. Vsa ta pleskanja, tudi ta vrata so bila prepleskana, v iste barve, to so stara vrata, to ni menjeno in tudi pri telovadnici, ko smo smatrali, ni potrebno, se malo porabljajo, to bi tudi sredstvo ni bilo letos in pa mislim, da so uredno. Je bilo sicer 6800, tudi tukaj je donacija 10%, 684 evrov. In Tanja Vloge je pa delalo podjetje neko stil iz Ljubljane, ki dela drugačni dost za graditelja, smo iskali, nismo šli preko graditelja, je bilo direktno, nam je že gospod Flamovšek svetoval, da bo cenejše, oni bojo pač dali svoje gor. In sicer te pa so bile 24 000 evrov, spodne gorda, vse to, kar je narejeno, oni so tudi 6000 evrov namerali. Jaz se na tem mestu tudi vsem, ki so izvajali dela, zahvaljujem. Seveda, zdaj pa, če vse te obrtnike poštejemo, jih je bilo tukaj 8, pa še nekaj je, ki pa do danes ni bilo narejeno, je pa pri Nikotu naročeno, na vse te police pridejo klopce, ker otroci radi sedijo klopce, pridejo police, kot klopce, ne za nogami dol, tako da bo čiščenje neovirano, to pa dela, kako se piše, Štenko Nikolaj, malo je bilo obljubljeno, ampak je rekel, da je moral neka dela, kjer je takoj denar naprej vzeti, pa kot veste, smo plačniki v 60 dneh, na koncu ga tudi razumemo. Drugač bi bilo še to in bi bilo popolnoma končano. Naše veselje bi bilo danes popolno, če bi lahko šli pogledati še v klet, ker je bila šola tudi v tem času priključena na plin, spremenjena kurilnica, že je bil gorilc tudi gori, kuhna že kuha, tudi zdaj plin teče, ki ga poplava ni ugrozila, tako da imamo jutri župan tudi organiziral, da smo tukaj imeli vse potrebne akcijo, da se klet očisti v popolnost, da se potem tiste obrtnike, ki bojo potrebni, in petrol plin. Vse tukaj mislim, da lahko povem, Tomaž, da smo s petrol plinom dosegli soglasje, ko je rado naš koncesionar za plin, da vse javne stavbe v Komendi kot po opremi brezplačno priključi na plin. Vse, kar je javnih stavb. To se pravi šola in ta šola so jo zelo efektivno in hitro tudi izvedeli, ker drugač bi morali že letos, če se spomnite, imamo v proračunu sanacijo od cisterne, ki bi pa zdaj že kar fleten tudi voda odzigana, najboljše tega hodiča. Tako da tale bomo pohiteli, jutri mora biti čisto, da poj pohitimo, ker gre pa si ima noter, da ne bi bil kakšen problem. Sem bil mečkam predolg, ampak gledajte, jaz bi zdaj doprosil gospod ravnateljca, da vas zapelje čez šolo, da pogledate, pa naj povejo, če smatrate pa gospod vodjo,
da vas popeljete skozi šolo, so svoje strani, ne, se bom pa obema zahvalil, ker so bile v času adaptacij praktično skozi prisotne. Tako da dela smo izvajali, koordinirali sami, mi smo imeli za to posebnega koordinatorja, bilo je pa potrebno dnevno koordiniranje, ker razprav 9-10 obrtnikov v 2 mesecih in pridi do konca, sej smo vsi magraditelji, vse vemo kaj. Res pa še enkrat tudi vsem izvajalcem hvala, ker so se vsi zavedali, da delajo za šolo. In to samo time slot, ki je v teh 2 mesecih. Hvala lepa, ste mi v tem času je pa tudi stekel dogovor gospe Majde, gospe ravnateljice in pa glasbene šole. Ja. Ali lahko še jaz predno gospe ravnateljici dam besedo, povem par stvari, se zdi, da moram te povedati. Včeraj je bila tista strašna noč, kakršne ne pomnimo, vsi vemo, da včeraj, predvčerajšnjem se je začelo, včeraj se je pa končala ta noč in moram povedati, da sem pripeljal gospod ravnateljico okrog 1 ure zjutraj, pa pol 1 v polnoči, sva prišla sem v šolo, poklicala sva še hišnika, seveda sta začela takoj, ko smo ugotovili, da je toliko voda odtekla iz spodnjih prostorov, da se lahko začne s čiščenjem. Prišla je še namestnica oziroma vodja te enote v šoli in še 2 gospe, se mi zdi, da kuharca, pa še ena se je priključila. 5 ljudi je zjutraj do 6 pospravilo kompletno etažo in ko sem se dopoldnekrat v glasu, sem hotel pogledati, kako zgleda, kako so pospravile, sem noter zagledal otroke. Pouk se je normalno odvijal in se zdi, da se je na tem mestu res lahko zahvalim. Vsi, ki ste videli, ali pri sebi doma, ali pa pri sosedi, kako to vstane, ko voda odteče. Imejte v mislih tudi telovadnico. To so ogromne površine, ki smo, upam, da so jih rešile svojim pridnim delom, ker je bilo res 1 uro po tistem, ko je voda odtekla, se je že začel čistiti in da se je parket lahko začel sušiti, ker dol je v novem delu parket in vsa telovadnica. In še enkrat čestitam vam in da vam je pa res zadnji dan pred tem, preden ste nas povabili, še vreme takole za vodu, s tako nevšečnostjo se zdi, da ste res uredne pohvale in še enkrat v imenu cele občine. Hvala lepa. Da se je dal potem tudi učiti, ker v bistvu najprej smo mislili, da ne bi, da bi prestavili za en dan, samo to zakomplicira stvari toliko delaš, da potem tudi starši niso zadovoljni. Tako da mislim, da je prav, da tudi staršem je to kar pomagalo, otroki so lahko pustili tukaj, zgodaj so jih tudi eni pripeljali, tako da so jih lahko pustili v šoli. Jaz mislim, da je prav, da smo to naredili, tudi kar se tiče parketa. Kaj bo pa to dolgoročno, bomo potem še lahko videli. Tako da mislim, da je prav, jaz bi se zdaj hodila tudi Bernardi za vso pomoč tukaj. Res smo 4 oziroma 5 nas je delalo do jutra. Mislim, to se miram. Hvala. Nobena stvar se ne zgodi kar samo po sebi. Tudi ta javla se ni zgodila, v bistvu se je zgodila s pomočjo vašega denarja. Zato občini Komenda, gospodu županu in vsem svetnikom hvala lepa. V imenu staršev, učiteljev in učencev. Jaz predlagam, da ne bi zdaj tu dolgo časa vlekli, mogoče, da se kar do spodnjih prostorov spustimo, da tolevarnice tam pogledamo, potem, ne vem. Razen ene učilnice ne poteka klasičen pouk, v tistem delu imamo jedilnico, potem zraven smo preselili hišnika
In ravno v pravem času, zato ker, če pogledamo danes, tam noter sploh ni nič več, v bistvu samo omare, ki so zbite skupaj na kupu in kup blata. To se pravi, da ima zasluženo prostor tudi hišnik, ker v bistvu na njega smo vedno pozabljali in nekako ni prišel do kotička pod nebom. Potem v tej učilnici poteka podaljšano bivanje, v tisti učilnici pa zdaj tudi letos prvi razred. V telovadnici v bistvu veste, da so določena dela že potekala, ostaja nam pa še zadnji del, kar se menjave oken tiče, tako da na to v planu, potem najbrž tudi še svetila, razsvetljava v telovadnici, kar je tudi že staro, in pa beljenje. To načrtujem za prihodne šolsko leto, da bo odvisno, kako se boste in svetniki in župani odločili, ali lahko to speljamo v naslednjem šolskem letu. Ostalo pa mislim, da zdaj zaenkrat imamo kar uspešno upravljeno, mogoče v tistem delu, potem, ko bomo v učilnicah prvih razredov, kot smo že povedali, tam parketa in do zamenjave parketa največ bo potrebno, boste sami pogledali. Izvajalec mislim, da takrat ni upravil vsega tako, kot je bilo naročeno, oziroma tist parket mislim, da bo v kratkem času potrebno menjati.